Lucija Čuk je vzgojiteljica iz župnije Hrenovice, iz okolice Postojne. Pred 4 meseci se je vrnila iz misijona na Madagaskarju, kjer je 3 leta živela in delala kot vzgojiteljica v vrtcu. Zase pravi, da so jo Malgaši naučili ljubiti življenje in ga živeti v veselju in polnosti, predvsem z darovanjem in pomočjo za sočloveka. Njena zgodba je tako bogata, da skoraj nisem prišel do besede in sploh nisem potreboval postavljati vprašanj. Tako da si se pa odločila, da bo šla dol. Mislim, že tako, načeloma si dosti aktivna doma, poklic imaš in vse, in pol pa delala nekaj več, ali kako je to? To ni bila moja odločitev. Ali je vklic od zgodaj? Jaz sem po karakterju to tak ziheraš, ne. In ne maram nekih nepredvidljivih situacij. In ja, tle je bil klic, ja. Na ta način naredi nekaj več. To, kar ti zdaj počneš, ni zadosti, ni dovolj. In pol je rabo kar polno časa vztrajati. Ja, sva se kar, ja, tudi ločevanje tega, kaj bi on zdaj rad meni povedal s tem, naredi nekaj več, ne. Tako da sem se kar tudi duhovnih vaj udeleževala, da sem jaz tu mičkam premlela pri sebi. Nekaj tada sem tudi ignorirala to zadevo, ker tu prija kot en nemir, ker ti ne da mira, ne. In potem sem se jaz upisala na katehetsko pastoralno šolo, da bom jaz verouk učila, da bom tam se utišala, ne. Take poti sem iskala, ki so vseeno take na zihar, ne. Pa si misliš, vse bom naredil nekaj več, ne. Ampak to ni bilo to, ne. Tudi ti sam, ne, jaz tudi recimo sem imela začetka velike probleme, ne vem, se navaditi tega ritma življenja, počasnega. Ko pade tema, se zapreti noter in si noter, to je že recimo ob 7-6 uri zvečer. Mi smo navajeni tle živeti do 11 ure po noč, mislim ne zvečer, še po konci in tam začetka, ker nisem vedela, kaj bom delala, sedem časa v hiši, ne. Ampak zaradi varnosti se zapirajo, ne. In potem, ko se zdani, to je 5 ura, pol 6, so zunaj, ne. In živijo skozi zunaj. Skozi so zunaj. In ko prideš v Slovenijo, kje so ljudje? Pa si kako stvar, ki so se dol naučila potem, da ti je uspelo to tudi tukaj vsak dan v tvoje delo recimo unesti? Ali je bil prevelik kulturni šok oziroma ta razlika med njihovim načinom življenja in našim? Tega se ne da, ne. Sicer je tako, da bi recimo v moj delovnik, recimo, ko delam v vrtcu, prenesla kakšno zadevo, ne, iz tam dol. Enostavno ne gre, ne, ker so otroci drugačni, razmišljanje je drugačno in ne moraš tega prenesti, se ne da. Je pa, kako sem že rekla, to veselje do življenja, to pa lahko daš. Pa je bilo dejansko v redu, če bi oni prišli misionariti k nam? Ja, to je pa spet ne svoja zgodba. Oni rabijo tam dol nas misionarje, ki jim pokažeš to ljubezen, ne, ker tega ne znajo oni v svojem življenju, ne najdejo, ne. Oni recimo veliko je tudi tega bega iz tega življenja, ker je revščina, ne, in je res beda, ker nima nič, niti hiše nad glavo.